Gospod minister, je tale posvet o smernicah za obravnavo otrok z avtističnimi motnjami napoved kakšne spremembe zakonodaje na tem področju? Ja, verjetno bo treba celotno zakonodajo otrok s posebnimi potrebami predihati, pogledati, kaj Slovenija v resnici lahko nudi tem otrokom po posameznih segmentih. In to na vseh področjih, se pravi na področju zdravljenja, se pravi resor zdravstva, resor družine in sociale in resor šolstva. Tu gre za neko kombinacijo in celovito obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Jaz mislim, da v preteklosti to vrstna celovita obravnava in premislek celovitosti sistema enostavno ni bil prisoten. Ko se nam zdaj dogaja, da imajo starši in otroci pravice veliko večje od tega, kar je šola praviloma sposobna nuditi tem otrokom. In kar je zdravstvo svojo usposobljenostjo pripravljeno v tem trenutku prispevati k tej zgodbi. Torej, to je treba premisliti, predvsem pa je treba več investirati v usposabljanje učiteljev, ki bi znali s temi otroci s posameznimi posebnimi potrebami, od katerih ena je tudi recimo avtizem, oziroma že na področju avtizma je to cel spekter, od Aspergerjevega sindroma na enem koncu do recimo neke zgodbe, ki je vezana tudi na genske napake. Torej, šole je treba za to usposobiti, treba je za to tudi dati sredstva in se politično nameniti na to področje z resnim ciljem, da to je problem, ki ga je treba rešiti. Kaj lahko vlada ali pa vaše ministrstvo naredi v tem trenutku ali pa v enem kratkoročnem obdobju? Mi smo že naredili nekaj, in sicer ta tri ministrstva oziroma komisija, ki je naredila smernice, jih enostavno ni mogla predstaviti in pripeljati vsa tri ministrstva skupaj. Torej, takoj, ko sem jaz prevzel to področje, smo to naredili na Brdu pri Kranju, to je zdaj že drugo srečanje, ki je namenjeno staršem, se pravi, da tu diskusija organizirano teče in tu se nabira tudi potrebna energija, ki jo bomo lahko peljali v spremembo zakonodaje in seveda tudi v razpravo o budžetu, ker imamo za to primerna sredstva. Torej, mi že to počnemo. Torej, to je treba narediti. Najlepša hvala.